V okviru 16 dnevov svetovalnih središč je MOCI Slovenj Gradec, Center za izobraževanje odraslih, pripravil 4. strokovni posvet za delodajalce, ki so ga letos v okviru Dneva za znanje poimenovali Delodajalci, sindikati z roko v roki. Naučimo se sodelovati. Posvet je potekal v četrtek 24. septembra v Mladinskem centru Slovenj Gradec. MOCIS, ki v okviru evropskega projekta izvaja brezplačne programe za zaposlene, želi razviti in poglobiti partnerstva s ključnimi deležniki v Koroški regiji. Cilj sodelovanja je povečati informiranost delodajalcev in dostop zaposlenih pri vključevanju v vseživljenjsko učenje. Krepitev socialnega dialoga med deležniki predstavlja ključno izhodišče. Govorci na posvetu so bili Andrej Zorko, izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za pravna in sistemska vprašanja, Vlasta Čremošnik, direktorica kadrovskega sektorja Adient Slovenj Gradec in Bojan Rošer, predsednik sindikata v podjetju Adient Slovenj Gradec. Koordinatorka dogodka je bila Janja Bartel, strokovna sodelavka v svetovalnem središču v MOCIS-u. Janja je pred srečanjem tako pojasnila cilje in namen dogodka. Ja, današnji poseben dan, dan za znanje. Včeraj smo imeli praznik športa, danes pa je dan za znanje, kar že kar nekaj časa traja, oziroma cel mesec september, od 4. septembra do 9. oktobra namreč trajajo tedni vseživljenjskega učenja. In tale naš dogodek danes pa v bistvu spada pod Dneve svetovalnih središč Slovenije. Na MOCIS-u imamo svetovalno središče Koroška, ki pokriva Koroško regijo, in ta dogodek, dan za znanje, je namenjen sodelovanju z delodajalci in sindikati. Organizirali smo ga skupaj z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, ki je vključena v projekt za krepitev socialnega dialoga, ki ima ravno ta namen, da vzpodbuja vseživljenjsko izobraževanje pri zaposlenih. Pridobivanje dodatnih kompetenc, strokovne kompetence, skratka, to je cilj. In tudi današnjo srečanje, današnji strokovni posvet je namenjen temu, da delodajalci in sindikati v primeru spodbujanja in motiviranja zaposlenih k izobraževanju stopijo skupaj. Zato smo ga tudi naslovili, sindikati in delodajalci z roko v roki, naučimo se sodelovati. Kje je tukaj vaša vloga, vaše mesto? MOCIS-ova vloga je v tem, da na MOCIS-u deluje svetovalno središče Slovenije, kje pa imamo projekt namenjen svetovanju zaposlenim, kjer pa če to brezplačno svetovanje, vsak zaposleni se lahko vključi in mu svetujemo, kako z izobraževanjem, in ga motiviramo, pomagamo pri zastavljanju ciljev, pripravimo načrt izobraževanja in tako naprej in tako dalje. Ga spremljamo, smo mu na razpolago skozi celoten proces njegovega izobraževanja. Na MOCIS-u pa imamo tudi druge projekte, kjer je možno se vključiti v brezplačna izobraževanja. To je projekt pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc, ki ga izvajamo že nekaj časa, traja bo še do leta 2022, upajmo, da tudi kaj dlje. Tu pa je ciljna skupina so starejši od 45, pa z nižjo stopnjo izobrazbe oziroma najvišja stopnja, s katero lahko vključujemo, je 5. stopnja izobrazbe. Torej, namenjeno je najbolj ranljivemu delu zaposlenih, da lahko na najlažji možni način pridobijo dodatno izobrazbo, torej da s tem nimajo dodatnih stroškov. In na MOCIS-u dobijo vse informacije v svetovalnem središču, na to pa jih naprej napotimo v za njih primerne programe oziroma programe skladne z njihovimi željami, potrebami in tako dalje. Kako ste zadovoljni z dosedanjim sodelovanjem tako z delodajalci kot tudi sindikati? Sodelovanje z delodajalci in sindikati poteka dejansko skozi ves čas trajanja projekta in je dejansko smo v zadnjem obdobju malo bolj začeli sodelovati s sindikati, z delodajalci sodelujemo že ves čas, vendar tu je kar en lep delež našega truda, da vzpostavljamo komunikacijo, vedno znova predstavljamo stvari. Letos je ta posvet že 4. strokovni posvet za delodajalce, zaradi tega, ker vsako leto želimo to na novo obuditi, spet povedati, pridobiti nove delodajalce, razširiti informacijo do tistih, ki je do sedaj še niso dobili. Skratka,
Mi lahko priskočimo delodajalcem dejansko na pomoč, lahko pomagamo pri pripravah analiz, posnetkov stanja, da vidimo, kako je stanje v podjetju. Ampak dejstvo je, da velikokrat, saj vemo, kako je v gospodarstvu, delodajalci so zaposleni, imajo veliko stvari in včasih se takile projekti, kot jih mi izvajamo, žal spregledajo. Čeprav so zelo koristni in dejansko lahko delodajalcu nudimo veliko oporo pri njegovem delu s kadri, pri njihovem delu s kadri. Pa sindikati? Sindikati so nam pa v pomoč pri motivaciji zaposlenih, spravi še z drugega zornega kota. Mi najprej seveda pristopamo do vodstva, do kadrovskih služb, sindikati so pa tudi tisti, ki lahko med samimi zaposlenimi infiltrirajo to informacijo, da se je možno vključiti v brezplačno izobraževanje, v svetovanje in da obstaja tule MOCIS in svetovalno središče Koroška, kjer lahko vsi zaposleni pridobijo te informacije. Da pa ne bomo, čisto krivična, v svetovalnem središču Koroška lahko pridobijo informacijo vsi, ki se želijo izobraževati kot odrasli. Torej, ne fokusiramo se zgolj na zaposlene. V bistvu se fokusiramo na ranljive družbene skupine, na brezposelne, na invalide, na dolgotrajno brezposelne, na starejše in tako naprej. Skratka, kdorkoli. Kdorkoli je dobrodošel v svetovalnem središču Koroška, ampak ta današnji dogodek se pa mogoče malo bolj res fokusira na zaposlene in njihovo izobraževanje. Po kakšnem ključu ste izbrali predavatelje oziroma sodelujoče v tej okrogli mizi? Izbrali smo jih glede na naše pretekla sodelovanja, malo tudi je sindikat izbral svojega predstavnika, gospod Andrej Zorko je že od samega začetka povezan, sodeluje v tem projektu za krepitev socialnega dialoga in povezuje se tudi z vodstvom Andragoškega centra Slovenije, ki se vključuje v ta projekt regijskih mrež. Gospod Vlasto Čremošnik iz Adienta pa smo izbrali kot pač kadrovnico v tem velikem podjetju, ki ima pomembno vlogo na Koroškem in se tudi zadnje čase kar neke stvari dogajajo, tako da kaj več o zadevi povedala ona in tudi predsednik sindikata v njihovem podjetju, gospod Bojan Rošer, je prišel z njo na njeno pobudo. Prisotna je bila tudi vodja središča za svetovanje in vrednotenje, magistrica Tanja Bilič-Klenovšek, ki je pohvalila delo Koroškega svetovalnega središča, še prej pa povedala. Ja, na Andragoškem centru že vsa leta delovanja poudarjamo pomen znanja za vse. V zadnjih letih pa poskušamo skozi nekatere projekte sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada še malo bolj podkrepiti brezplačno izobraževanje zaposlenih in brezplačno svetovanje za izobraževanje zaposlenih. Zato tudi današnji dogodek s tem namenom, ker se MOCIS in svetovalno središče Koroška povezuje z sindikati, z delodajalci, da bi še lažje prišli do vseh zaposlenih. Naš cilj izobraževalcev odraslih je ponuditi možnosti izobraževanja za dvig kompetenc vsem zaposlenim. Koliko se delodajalci in seveda tudi zaposleni tega že poslužujejo? So še kakšni manevrski prostori za naprej? Ja, ugotavljamo zdaj, če se sam na ta projekt Evropskega socialnega sklada, ki teče od leta 2016 in do 2022, osredotočam, da od začetka so bili delodajalci in zaposleni bolj zaprti, ne še toliko odprti do teh možnosti, medtem ko z leta v leto ta interes narašča, vendar še zmeraj lahko kot izobraževalci in svetovalci opazimo, da se prej odločijo za izobraževanje tisti, ki so že malo motivirani, ki že nekako občutijo, da neko znanje potrebujejo, da jim nekaj manjka, kot pa tisti, ki te potrebe še ne zaznajo, se pa potem včasih lahko čez noč soočijo s situacijo, da jim manjka novo znanje, da mogoče podjetje začne odpuščati in takrat se zaposleni zaveda, da mu manjkajo nova posodobljena znanja, s katerimi se bo tudi lažje mogoče potem zaposlil, prezaposlil ali pa tudi navsezadnje napredoval v podjetju, če podjetje posodablja proizvodno, delovne procese. Skratka, novo znanje potrebujemo res za različne situacije v podjetju.
Kako ste zadovoljni z dosedanjim sodelovanjem delodajalcev, sindikatov in seveda vašim zavodom? Moram reči, da se vsi zelo trudimo. Na Nacionalni androloški center Slovenije na nacionalni ravni dela z nacionalnimi inštitucijami, tako recimo z Zvezo svobodnih sindikatov na nacionalni ravni. Tukaj v regijah pa izobraževalne organizacije kot je MOCI sodelujejo z območnimi enotami in vesela sem, da v tej regiji je to res primer zelo dobre prakse. Tudi zato sem zbrala, da pridem danes iz Ljubljane na ta dogodek, kjer se bojo res pokazali dobri rezultati in želimo, da so potem ti primeri dobre prakse tudi spodbuda za druge regije, v katerih pa mogoče to